Pogled v znanost. Lepo pozdravljeni, doktorica Bojana Žegura. Vi ste z oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka Nacionalnega inštituta za biologijo. V juniju, pravzaprav v prvi polovici junija, je bo tu v Ljubljani pri vas strokovno srečanje evropskega projekta EDIAKI, Evidence Driven Indoor Air Quality, kar bi bilo po slovensko izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih na podlagi ugotovitev. Gre pravzaprav za nek fenomen glede kakovosti ali pa razumevanja kakovosti zraka kje. Ali v zunanjih prostorih, torej pač zrak, ki ga vdihavamo zunaj stavb, ali pa notranji. Mi se prav s tem ukvarjate, ne? Kontekst tega srečanja, ker to je projekt, ki je trajal od leta 2022 do 2026. leta, mislim, da bo trajal, ne? Več partnerjev je, vi ste Inštitut za biologijo eden od, ne? In predvsem za toksikološke zadeve skrbite. Najprej o tem EDIAKI projektu. S čim se ukvarja, razen tega, kar sem že rekel, z notranjim zrakom v stavbah, ne? Ja, najprej en lep pozdrav. Tako je, EDIAKI projekt je pravzaprav evropski projekt, ki ga financira Obzorje Evropa. Tukaj sodeluje 18 partnerjev iz 11 evropskih držav. Naš skupen cilj pa je ugotoviti, kakšna je kvaliteta zraka notranjih prostorov in želimo torej postaviti neke smernice, ki bi lahko pomagale odločevalcem v torej novih regulativah. Najbolj presenetljivo pri informaciji, ki ste jo pošiljali nam novinarjem, je bila, da se ne zavedamo dovolj, koliko, bi rekel, toksičnih snovi se nabira v neprezračenih ali pa neustrezno zračenih notranjih prostorih. In to je zdaj bistvo tega, česar se vi v tem projektu lotevate z različnih aspektov. Tako je, kot ste že sami povedali, gre za pravzaprav kvaliteto notranjega zraka. Osredotočeni smo na prostore, kot je domovi, torej kjer živimo, šole, vrtci, javne ustanove, bolnišnice, trgovine, navsezadnje trgovski centri in podobno, pa recimo tudi avtomobili. Tudi avtomobili se smatra kot notranji prostor. Mi v notranjih prostorih preživimo 80 do 90% svojega življenja, večji delež. In v teh prostorih se pravzaprav različna onesnažila kopičijo. Katera? Ja, to je pa ena velika paleta teh onesnažil, kjer bi mogoče v prvi fazi omenila, da imamo recimo trde delce, ki so lahko različnih velikosti, pa verjetno se bova na to vrnila še kasneje. Potem zelo nekako velika skupina so policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti nastanejo pri nepopolnem izgorevanju, recimo predvsem v zadnjih časih, ko se spet ponovno vrača uporaba trdih goriv, torej kurjenje na drva, na premog, potem recimo stare peči ponovno uporabljajo ljudje v zaprtih prostorih, tu pride do nepopolnega izgorevanja, ti, da rečemo, stranski produkti nastanejo, ki so pravzaprav škodljivi. Potem recimo tudi v cigaretnem dimu je ogromno teh policikličnih aromatskih ogljikovodikov. To je pravzaprav skupina okoli 200 različnih molekul, ki imajo zelo, zelo različne učinke lahko. No, potem bi omenila še mogoče hlapne organske spojine. To je tudi ogromna skupina, kamor spadajo recimo potem razni aldehidi, formaldehid. Formaldehid vemo, da je karcinogen. Veliko ga najdemo lahko pravzaprav v materialu, z katerega se pohištva gradijo, predvsem starejših materialih. Potem navsezadnje je recimo tudi določene obleke, preden gredo v prodajo, so, da rečem, ne natopljene, ampak so pošpricane z formaldehidom,
ker vemo, da formaldehid na nek način inhibira razrast plesni, tako da zaščitijo material. Zato jaz vsakemu svetujem pri novih oblekah, dajte ne preoprati, preden jih oblečete. Ne? No, ampak formaldehid je recimo eden tistih, ki pravzaprav škodljivo deluje, je rakotvoren. Potem imamo recimo poliklorirane bifenile, PCB, skratico, ki so pravzaprav prepovedani za uporabo, ampak prav tako v starih raznih materialih, v mogoče hišah, pa še zmeraj se lahko v elektroniki recimo najdejo. Ena izmed velikih skupin so tudi kovine. Včasih smo imenovali težke kovine, danes so to kovine, gre za kadmij, sfinc, arzen, živo srebro. Ampak v katerih materialih v notranjosti prostorov pa izhajajo? Vsi ti, to, kar sem zdaj to skupino onesnažil naštela, lahko je v samih gradbenih materialih. Ne? Potem imamo pohištvo impregnirano z raznimi laki. Pravzaprav tudi osvežilci zraka. Ne? Mi mislimo pozitivno, osvežili bomo zrak, ampak pravzaprav v aerosolih v sam zrak spuščamo marsikatera ta onesnažila. Tako kot sem omenila, tudi pri gorenju nastanejo, pri kuhanju lahko nastanejo razni škodljivi onesnaževala. Zdaj, vse to, kar sem omenjala, so pravzaprav neke vrste kemikalije. Imamo pa tudi biološko onesnažila. Biološko onesnažila, mi to lahko štejemo mikroorganizme, tu so virusi, še mislim, da se vsi zelo dobro spomnimo pandemije COVID-19, ker smo pravzaprav bili virusom izpostavljeni in so bili tisti neke vrste v tistem času najbolj pereča onesnaževala. Potem bakterije, potem imamo pa tudi recimo plesni. Plesni so eni tisti skrita nevarnost. Vsi vemo, sigurno se nam pojavi nekje v stanovanju plesa, tiste črne pravzaprav zaplate na stenah. Nastanejo zaradi vlage, neustrezna vlaga, temperature. Plesne, zakaj so nevarne? Ker pravzaprav izločajo strupe. Tem strupom rečemo mikotoksini. In ti mikotoksini, seveda je to spet paleta številnih molekul in za določene pa je znano, da so spet rakotvorni. Mnogi povzročajo tudi razne nevrološke težave, nevrodegenerativne bolezni in tudi draženje recimo oči. Pa radon je pač en nasnov, ki izhaja naravno iz zemlje, to je naravno sevanje pravzaprav zemlje, predvsem v starejših stavbah, ki so neprezračene, ki pa je rakotvoren pravzaprav dolgoročno. Ja, radon je pravzaprav naraven plin, je radioaktiven plin, ki izhaja iz zraka in problem je, da se zadržuje, ker je težek plin, se zadržuje v kletnih prostorih ali pa pritličnih prostorih in pravzaprav nevede smo lahko izpostavljeni, recimo dostikrat je lahko to problem ravno v šolah, kjer imajo kakšne kletne prostore, če je seveda na tleh, kjer se radon nahaja. Ta plin pravzaprav nima vonja, nima okusa, nima barve, ne znamo ga prepoznati razen z merilnimi napravami. Je pa, tako kot ste rekli, rakotvoren in je pravzaprav najpogostejši vzrok pljučnega raka pri nekadilcih oziroma tudi aktivnih in pasivnih. Menda tu v Sloveniji ga ni tako malo, torej, da smo v nekem območju, ki naravno izhaja. Tako je, ja. V Sloveniji je kar nekaj. Zdaj, vse, kar ste našteli, te toksični delci, za ugotavljanje, kako škodijo, seveda s tem se ukvarja medicina, Vi pa iščete načine, kako jih meriti. Zdaj, kakšno je sodelovanje, to je najbrž multidisciplinaren projekt, kjer marsikdo sodeluje iz cele Evrope. Kako je pa posebej z medicinci pri tem projektu? No, mogoče preidem pravzaprav na našo vlogo, bi omenila, da v samem projektu imamo res to interdisciplinaren projekt, kjer sodelujemo, če začnem, javne inštitucije, univerze, inštituti, pa tudi industrija. Vloga industrije v tem projektu je razvoj senzorjev. Bom najprej s tem začela, ker to je tisti prvi korak. V samem projektu imamo nameščene senzorje v šolah, vrtcih, trgovskih centrih in pa predvsem v domovih. In ti senzorji pravzaprav merijo pline,
kot so recimo dušikovi oksidi, žveplovi dioksidi, ogljikov monoksid, kajti tudi to so polutanti v prostorih notranjega zraka, zelo pomembni polutanti in vplivajo na kakovost zraka. To je ena vrsta onesnažil, potem pa preko teh senzorjev, tudi za filtracijo, mi pravzaprav znotraj projekta ugotavljamo, kateri so pa tisti kemični polutanti in pa mikrobiološki polutanti. Tako da to je razvoj senzorjev. Ti senzorji, kot sem omenila, so postavljeni v domovih, potem pa pridajo kemiki, ki iz teh filtrov, senzorjev, ugotovijo, kaj se je nabralo na teh filtrih z kemijskimi, zelo občutljivimi masno spektrometrijo. Mi dobimo nabor vseh polutantov, no, potem pa pridemo na vrsto toksikologi. To je pa vloga Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani, slovenski partner, kjer pa ugotavljamo, kako ti identificirani polutanti, torej kar smo mi ugotovili s kemijskimi analizami, kaj lahko povzroča v bioloških sistemih. Mi zato uporabljamo, rečemo, in vitro celične sisteme, predvsem se osredotočamo na jetrne celice, ker jetrne celice vemo, da so metabolni organ, pride do metabolizma teh polutantov, onesnažil. No, nas pa zanima, kaj lahko ta onesnažila pravzaprav povzročajo. Osredotočamo se na poškodbe DNA, torej genotoksične učinke in pa tudi učinke kot motilci hormonov. Zdaj nas zanimajo končni učinki in pa tudi mehanizmi, po katerih pride do teh končnih učinkov in kaj lahko te snovi torej v našem telesu povzročajo. In v kakšni meri medicinci, torej zdravniki, raziskovalci sodelujejo pri tem projektu? No, to je pa še mogoče en aspekt, ki ga še nisem omenila. Namreč v projektu se osredotočamo na ranljive skupine. In ranljiva skupina, ki jo mi obravnavamo, so otroci z astmo, torej z nekimi pljučnimi težavami. Tukaj pa jemljemo, seveda pod dovoljenjem etične komisije, jemljemo vzorce, neinvazivno se vzorci urina jemljajo, nekoliko bolj invazivno vzorci krvi. In pa potem na podlagi tega gledamo, ali imajo otroci z astmo, v nasprotju pa zdravi otroci, ali imajo kakšne povečana tveganja za nastanek, torej poškodb DNA. Kar pa seveda gledamo z določenimi metodami. To sicer še ni čisto medicinski aspekt. Medicinci so potem vključeni v nekako, da bolezen povežejo z učinki, ki jih mi, toksikologi, recimo proučujemo. Prej ste omenjali različna onesnažila, ki jih merite v notranjih prostorih. Recimo zunaj so značilni PM10, notri so pa PM2. Torej, kakšno je pravzaprav razmerje in česa je več in a se temu da izogniti z prezračevanjem ali so še kakšni drugi načini? Konkretno vaše nasvete odločevalcem Evropske komisije, ki dajo denar za raziskave ali pa za kakšna priporočila, bo malo kasneje, ampak zdaj pa najprej o tem. Torej, PM, to so trdi delci. Zakaj PM? Ker je to particular matter iz angleščine, so lahko različnih velikostih, jih klasificiramo. Recimo, kadar nekdo govori o PM10, pomeni, da so to delci, ki so do ali pod 10 mikrometrov, 10 mikronov. Potem imamo manjše delce, 2,5, PM2,5, to so do 2,5 mikrona. In pa potem imamo še ultrafine delce, to so pa pod 0,1 mikron. No, tu se pa že približamo nano velikosti, ki je lahko problematična. Zdaj omenjali ste razlika med zunanjim, seveda v zunanjem zraku, torej zunanji zrak, to je kar nas okroža, je teh delcev ogromno, ker prihajajo iz različnih virov, kot je gorenje, kot je industrija, kot je, promet, izpušni plini. Ampak seveda tudi v notranjem zraku imamo ta delce. Notranji in zunanji zrak velikokrat prevečkrat ločimo, ampak tu sta pravzaprav povezane. Mi odpremo okna, pa imamo potem v bistvu pridejo lahko delci v samo notranjost.
Jaz za samo zdravje recimo bi rekla, da so ti ultrafini delci morda celo bolj pomembni, bolj nevarni. Zakaj? Ker pri dihanju pridejo globje v sama pljuča. Ne? Mi, če imamo večje delce, se preustavijo v respiratornem, torej v dihalnem traktu, se ustavijo in jih potem recimo s kašljanjem lahko s sluzjo telo izloči. Ti drobni, fini delci pa pravzaprav pridejo globje v notranjost, pridejo tudi pljučno bariero in preko krvi pridejo v cel sistem. Lahko pridejo celo do možganov. Ali so to hormonski motilci? Če govorimo o delcih, o samih delcih, kot trdih delcih, je to neka mehanska onesnažila. Ampak mi moramo vedeti, da trdi delci niso nikoli čisti. Trdi delci so pravzaprav, na njih se usedajo, oziroma se, da rečem, ker se zalepijo, če se tako izraziva, vsi druga onesnažila. In zdaj si predstavljamo, da so ti trdi delci kot neka vozila, nek vektor za prenos teh kemijskih oziroma bioloških, mikrobioloških polutantov onesnažil. Tako da moj odgovor bi bil, trdi delci so lahko delujejo kot hormonski motilci v primeru, da so nanje vezane kemikalije kot molekule, ki so hormonski motilci. No in če se vrnem nazaj, zakaj je to problem? Ker lahko pridejo tudi prek sistema, prek krvi do možgan pridejo, povzročajo lahko nevrološke motnje, nevrodegenerativne motnje in pa pri nosečnicah je lahko problem, ker pride to preko do ploda in samega razvoja ploda potem. Kako je pa z nanoekotoksičnimi delci? Namreč, ker problem, razlika, če so neke snovi na ravni velikosti molekule, jih kot ste omenili, lahko izločimo iz pljuč, na primer. Na nanoravni, naš organizem lahko samo do te ravni, do ravni molekule izloča nekaj prek sluzi in tako naprej. Kako pa to merite, oziroma kakšen delež v toksičnosti zraka v notranjih prostorih to predstavlja? Zdaj, merimo mi lahko, torej, koliko je teh delcev. To so zelo občutljivi inštrumenti, na podlagi kemije se to lahko meri. Zdaj, če pa povežem to s toksikologijo, drugo vedo, ki pa meri učinke, tako kot sem prej omenila pri vdihavanju, če se osredotočimo na zrak, pa na ta tarča so pljuča oziroma sistem, je tako kot sem omenila, to gre preko pljuč, se lahko preko krvnega sistema preide pravzaprav v vse naše dele, torej organizma, organe, tu so lahko potem tarča mehur, jetra, možgani, kot sem že omenila. Nanodelci, zdaj, to je zelo kompleksna v bistvu veda, nanotoksikologija, nanotehnologije, vse skupaj. Industrija je začela nanodelce pravzaprav razvijati z nekimi boljšimi, ker imajo boljše lastnosti. Ampak s tem po nekaj letih pa pride tisto vprašanje, kaj pa, ali so morda pa bolj škodljivi. In seveda se ugotavlja, da določeni materiali v nanoobliki so veliko bolj škodljivi kot večji, rečemo, bulk materiali. Ne pa vsi, določeni imajo pač lastnosti. Zdaj, nanodelci, sicer se nekako oddaljujeva malo od najne osnovne teme, za nanodelcih je tista prva škodljiv učinek, ki ga nekako je generalno značilen za nanodelce, je, da povzročajo oksidativni stres. Preko vnetnega stresa na membrani, na celični membrani, lahko pride do oksidativnega stresa in do neke mere se lahko telo, same celice, organizem, se bori proti oksidativnemu stresu. Ko pa je preseženo, tisto preseže mejo, pa je lahko to ponovno povezano z nekimi škodljivimi učinki, ki se lahko reflektirajo v raznih nevrodegenerativnih bolezni, lahko pride do samih mutacij določenega tipa, mutacije pa vemo, da lahko vodijo tudi do nastanka rakavih obolenj. Zdaj, koliko približno udeležencev tega srečanja, enega od mnogih, tokrat je pač bilo v Ljubljani, je bilo na tem junijskem vašem srečanju pač projekta EDIAKI. Kakšna priporočila ste namenili odločevalcem v Bruslju in še kje ne marajo?
Ja, no, zdaj, tako kot sem omenila, v samem projektu sodeluje 18 partnerjev, 11 evropskih držav. Seveda so na sam sestanek pa je prišlo okoli recimo 40 strokovnjakov iz različnih področij, od senzorike, kemije, biologije, tudi komunikatorji z javnostjo, z odločevalci politik. In ker projekt še traja, smo še v fazi, da pripravljamo smernice, ki bi seveda želeli, da se odločevalci potem uporabijo pri smernicah za notranji zrak. Seveda mi smo pregledali rezultate, izsledke, ki smo jih tekom teh prvih 3-4 let že dobili. In nekako, če povzamem, kaj bi si želeli. Zelo pomembno je, da bi se vzpostavili neke mejne vrednosti tudi v zraku notranjih prostorov. Namreč za zunanji zrak so te mejne vrednosti ali dovoljene vrednosti postavljene, medtem ko za notranji zrak pa teh mejnih, da rečemo, varnih vrednosti za človeka, za človekovo zdravje še niso postavljene. Pravim, še niso, upajmo, da bodo. A ste vi dali predloge, kakšni ne bodo? Teh predlogov še nismo postavili, zato ker je projekt še v teku in pravzaprav smo zdaj v tisti fazi, ko smo nakopičili ogromno rezultatov, ogromno podatkov, ki jih moramo seveda še ustrezno povezati kemijo z biologijo, s toksikologijo, z populacijskimi podatki, tako da to v bistvu je namen tega zadnjega leta. Tako da tu bi si želeli, da imamo neke smernice oziroma, ki jih predlagamo, seveda, če pa odločevalci te smernice naše upoštevajo, pa je druga stvar, ne. Želeli bi si, kot sem omenila, torej razvijamo senzorje. Zelo pomembno je, da bi takšen monitoring vzpostavili na nivoju torej šol, vrtcev, javnih ustanov, v smislu trgovskih centrov, da bi izvajali takšen monitoring teh onesnažil in bi vedeli, torej, pravzaprav pri čem smo, koliko smo izpostavljeni. Potem zelo pomembno bi bilo, na začetku sva se nekoliko dotaknila, da določeni polutanti, onesnaževala prihajajo lahko iz gradbenih materialov, tako da tudi tu je želja, da bi ozavestili ljudi, da uporabljajo varne, trajnostne materiale, ki niso recimo prepojeni z raznimi, ne vem, kovinami in pa raznimi organskimi topili. To je ena stvar. Potem radi bi, torej, da se uskladimo med standardi kakovosti zunanjega zraka in ponotranjega zraka in pa seveda kot toksikologinja, ki je moje področje, bi želela, da ne govorimo samo o posameznih molekulah, posameznih kemikalijah, ampak zrak gledamo kot nek kompleksen sistem, kjer smo mi pravzaprav z dihanjem izpostavljeni paleti, širokemu spektru najrazličnejših kemikalij, onesnaževal, od kemijskih do bioloških agensov. In pravzaprav ugotavljamo v raziskavah, ne samo znotraj tega projekta, ampak tudi drugih raziskav, drugih projektov, da lahko imajo posamezne kemikalije, posamezne onesnaževala, pravzaprav popolnoma drugačen učinek, kot pa torej je učinek nekih kompleksnih mešanic. Kompleksne mešanice imajo ponavadi, torej tukaj posamezne komponente delujejo vzajemno in v takšnih kompleksnih mešanicah so lahko še močnejši učinki na koncu na zdravje človeka. No in to je želja, da bi začeli torej gledati celostno zrak kot nek celostni kompleksno mešanico onesnaževal. Toliko torej v današnjem pogovoru v oddaji Pogled v znanost o ukvarjanju z malo spregledanim aspektom toksičnosti, strupenosti, eventualno notranjega zraka v notranjih prostorih, ne. Doktorica Bojana Žigura, hvala za ta vaša pojasnila. Ja, hvala lepa vam za povabilo in upam, da se še kdaj slišiva. To oddajo pa sem pripravil Goran Tenze. Pogled v znanost.